Škaj, z tega vidika se mi zdi, da je podjetništvo malo kot poker. Sploh v startupu. Ne? Pač ti imaš nek budget in pač postavljaš bete. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes en zelo poseben posameznik in jaz sem zelo vesel, da se mi je pridružil, ker je moj zelo dober prijatelj in oseba, ki jo jaz občudujem, ker ima blazno velik potencial razgledanost, inteligence, vodenja in tako naprej. Tako da, Luka, lepo pozdravljen. Ja, najlepša hvala, Mark. No, tole je kar laskav uvod za začetek. No. Bom malo zardel. Nisva še začela. Zdaj, preden greva pogledati vse tvoje dosežke, pa s čim se zdaj ukvarjaš, pa pogledati tvoje izjemno podjetje, bi te jaz našim poslušalcem predstavil. Tako, kot sem že rekel, meni je Luka blazno fascinanten, sva zelo dobra prijatelja in praktično mislim, da ni teme, ki sva jih imela na kakšnih pogovorih, ki smo v kakšni družbi, kjer nimaš veliko znanja ali pa imaš vsaj malo znanja. Tako da jaz sem zelo navdušen, ampak greva pogledati malo tvojo karierno pot. Svojo kariero si začel kot pravnik pri CMS Law & Tax podjetju, ga vsi poznamo, je precej veliko podjetje. Pozneje si ustanovil agencijo za pravno in poslovno svetovanje Lex Lucas Consulting, kjer še danes svetuješ raznim podjetjem, pomagaš pri mergers and acquisitions in tako naprej, term sheetih in veliko si vpet v startup ekosistem. Zbrano znanje in izkušnje si pretvoril v lastno zagonsko podjetje, ki je razvilo platformo za organizacijsko diagnostiko Quantify in je bilo tudi letos nominirano za startup leta 2023 in si bil v bistvu med top 5 startupi v Sloveniji, kar je impresivno. Ampak to še ni vse. Zdaj, Luka, ti si tudi mentor pa raznih teh programih Startup Slovenija in tako naprej. Zelo veliko pomagaš raznim podjetjem, tudi meni včasih svetuješ, pa najnim prijateljem, pa družbi. Tako da moram reči, da si zelo impresiven. Danes se bova zelo veliko dotaknila tudi Quantify, tvojega izjemnega podjetja, kaj počnete. Hkrati me pa tudi zanima malo tvoj biznis pogled, kaj pričakuješ, kako gledaš na določene stvari. Ampak preden začneva, jaz imam zmeraj prvo vprašanje, malo da se ogrejeva. Če bi bila midva sošolca, kakšen si bil v gimnaziji? Wow, mislim, da sem v gimnaziji nažalost bil kar malo douchebag. Nisem najbolj ponosen na te čase. Nekako sem odkrival v tistem času svoj vpliv in šele danes, ko gledam za nazaj, pa lahko malo bolj mogoče z odraslo glavo presojam kakšne moje akcije. Če bi lahko šel nazaj v preteklost, bi si verjetno pač prelepil kakšno vzgojno, ker si jo zaslužim. In na en način se mi zdi, da 40-letni Luka bi isto naredil zame danes, kar smatram kot dobro, ker to pomeni, da se kot ljudje razvijamo. Sem pa bil ful vključen v zelo veliko različnih stvari, ogromno zadev me je zanimalo. Zelo pogosto sem že takrat prevzemal tako recimo neformalno vodenje in organizacijo raznih projektov, od šolskih predstav do tega, da sem takrat zelo aktivno bil v glasbi, vodil nekak band. Tako da mogoče malo hiperaktivc, pa zelo sem bil v športu tudi takrat. Takrat sem še redno treniral rokomet, tako da sem imel vsaj en trening, včasih 2 treninga na dan in to pomeni, da če bi se midva družila, bi debata tekla okoli punc, športa ali pa muske najverjetneje. The best. Jaz sem tudi igral rokomet, nažalost nisem bil dober, ti vem, da si bil precej dober. Daj mi povej, a vidiš ti kakšno paralelo med športom pa biznisom? Ja, definitivno. Mislim, disciplina, odrekanje pa konsistentnost. Bi rekel, da so 3 stvari, ki odlikujejo pač odlične športnike in tudi v biznisu, ne? Ker imaš obdobja v biznisu, kjer stvari rastejo in se tako rekoč dogajajo kar malo same od sebe, ampak imaš pa tudi ta obdobja, kjer je potreben grind, ne? Kjer pač vstaneš vsako jutro in pač se spustiš v rudnik in koplješ in upaš, da si prekopal 1 meter dlje in si malo bližje cilju. Ne? Tako da mislim, da v športu je zelo podobno, ne? Ker pač isto dosežeš neke platoje in lahko si tudi, pol leta, 1 leto pač ujet v en cikl, kjer imaš feeling, da se nisi premaknil, potem se pa kar odpre. Ampak če ne bi leto ali pa pol leta garal, se ne bi odprlo nikoli, ne? Se strinjam, pa sploh timski športi te naučijo še malo, kako funkcionirati v ekipi, kako se v bistvu asimilirati na kakšen poraz in zmago in tako naprej. Ja, jaz bi rekel, da in timski in individualni oboji so pač super.
timski zaradi sodelovanja z ekipo, pa tudi prevzemanja nekako odgovornosti za ekipo. Tudi, ne vem, jaz sem pogosto bil kapetan recimo in pač imaš neko to vlogo neformalnega liderja, skrbi za disciplino in tako naprej, ne? Kar je ful dober. Na drugi strani pa bi rekel, da so individualni športi tudi super, zato ker se še bolj naučiš, da je vse odvisno od tebe. Ker v ekipnih športih pogosto lahko ekipa stopi skupaj, pa lahko si ti danes 10% manj na volji, pa se to ne bo nujno poznalo, ker ima pa, ne vem, Matevž danes dober dan, pa bo on dal 3 gole, ki jih ti nis. Ne? Ampak, ko si pa v individualnem, pa je še toliko bolj, res vidiš, ok, it's either I do it or it doesn't happen. Yeah, the best. Daj mi povej, to me zmer fascinira, in sicer pri osebah, ki ste multitaskeri, si mentor, pomagaš raznim startupom, potem imaš svoj consulting, imaš pa tudi podjetje, ki je res, bom rekel, malo zašejkalo ne samo slovensko, ampak tudi regijsko atmosfero. In me zanima, kako se organiziraš? A se ti pripravaš en dan naprej za naslednji dan, a se v nedeljo narediš plane, kako izgleda tvoj urnik? Ja, v bistvu bi rekel, da kljub temu, da če pogledaš moj dan, zgleda, da multitaskam, v resnici nikoli ne multitaskam. To je po moja skrivnost do uspeha. Se pravi, pač vsakič, ko delam eno stvar, jo delam 100% in se potem pomikam na naslednjo. Izjema je pač tam, kjer vidim, da so taki, jaz jim rečem, mikrotaski, stvari, ki jih lahko pač odpisuješ maile pa podobne zadeve. To je edini prostor, kjer ga multitaskam in tega ponavadi tudi imam scheduled. Ne? Tako da imam recimo, ne vem, 1 uro pa pol na dan, kjer pač vem, da ne bom zelo zbrano pri stvari, ker je sam pač za odbit, ne vem, 20 mailov ali karkoli. Drugače pa, če gledava z vidika time managementa, kako se lotevam, načeloma tako, v nedeljo si pripravim naslednji teden, primarno se organiziram v koledarju, tam si razporedim pač čas, bukiram nekaj časa z focused work, ostalo so pa pač meeting in tako naprej. Z mano, če se hočeš dobiti, skoraj morava planirati, kot veš, en teden naprej, ker zelo redko se zgodi, da bom pač imel slučajno čas lih takrat, ko pač kdo drug. Ne? Drugi del tega je pa spremljanje taskov. V bistvu uporabljal sem en kup različnih orodij, od Todoista do... Pač, ampak na koncu sem gotovil, da v bistvu kombinacija Google kalendarja pa remindersov na iPhone je čist good enough. Ne? In pol v remindersih imam depozitorij, kamor mečem vse stvari, ki bi jih bilo fajn narediti, pa nisem še zih, kdaj jih bom lahko. Potem pa, kot sem rekel, nedeljo pač povlečem te taske, si jih malo okvirno razporedim po dnevih, praviloma na vsak dan dam nekje 5 taskov in potem si jih pač prenašam iz dneva v dan, če mi jih ni uspelo dati, ali pa če so kakšni res urgent, jih še dodam noter. Ne? Nažalost je pa tako, da zelo pogosto začnem teden recimo s 25-30 taski, končam ga s 15, kljub temu, da sem vseh 35 odbil, ne? Še zmeri neki pride novega. Dejva se dotakniti tvoje nove zgodbe, oziroma zdaj ni več tako nova, in sicer Quantifly. Meni je blazno všeč, ko predstaviš podjetje in rečeš, tako kot človek zboli tudi organizacija, in tle jaz zaključujem in prepuščam besedo tebi. Kaj delate? Ja, no, se si dober začel, ampak jaz bi mogoče šel še korak nazaj na nekako vizijo in misijo Quantiflyja, ker se mi zdi, da pač, tako kot je Simon Sinek rekel, ne, pač always start with why. Ne? In zame se je to začelo nekje in že pri delu v CMS-u in tudi potem, ko sem pač prek Lex Lucas Consultingom svetoval firmam, sem videl, da pač ekipa odtehta, ne, sej obviously rabiš pač nek produkt, ki je smiselen, pa imeti nek smiselen poslovni načrt, ne, ampak ko so te osnovne kljukice obkljukane, od tam naprej pa je pač vse odvisno od tega, kako se na začetku vodi in sestavlja ekipa in potem kako se menedžira. In tukaj se mi zdi, da se velike potencialne dodane vrednosti izgubi. Drugo, kar je nekako in pri svojih starših in tudi recimo v širšem krogu, ker namreč ne izhajam iz neke, ne vem, bogate družine, s podjetništvom sem se spoznal v bistvu šele relativno pozno v življenju, ne vem, ko sem bil star 20-25 let, ko sem se začel aktivno ukvarjati in svetovati podjetjem šele. Ne? In sem opazil, da veliko ljudi, ki niso podjetniki, ki so pač klasični delavci ali bolj ali manj strokovni ali celo tipičen blue collar job, ne, jemljajo službo kot neko nujno zlo za reči in ne vidijo v tem nekega zares smisla, ampak pač grem, oddelam svojih 8 ur, pridem domov in v bistvu živim, iščem stvari, ki me izpopolnjujejo izven poklica.
kar se je meni zdelo zmer tako nekako absurdno. Jaz sem si želel, da bi bilo drugače, vsaj pri sebi. Ne? Ker če tako pogledava, pač na delovnem mestu zgubiš po tam malem 40 ur na teden, ne? Realno verjetno več. In to je ful velik del tvojega življenja, ki ti tudi veliko energije vzame. In če nimaš občutka rasti, občutka povezanosti, občutka, da ti daje to nek smisel, se moraš včasih malo vprašati, čigavo življenje pol živiš v resnici. Ne? In to je bilo nek drive, ki sem ga imel pač že od samega začetka. Ne? In Quantifly je sam neka manifestacija pač teh recimo frustracij ali pa opažanj, ki sem jih imel. In želje, iz česar izhaja tudi nekako vizija Quantiflyja, ne? Se pravi, oziroma misija. No? Pač naša misija je pomagati menedžerjem zgraditi organizacije, v katerih zaposleni točno to doživljajo. Se pravi, rast, smisel in pa neko socialno povezanost. Ker to so pač trije res verjetno najbolj pomembni driverji pač, od pač ljudi, ne? Začenš, mislim, tudi sama aktualizacija kot taka. Tako da to bi bila nekako vizija in potem je bilo pa vprašanje, na kakšen način bomo pa to dosegli, ne? Kako se tega lotiti. In iz tukaj pol prihaja ta ideja organizacijske diagnostike, ker kar sem skozi čas spoznal je, da zelo redko ali pa nikoli ne, pač ni, da si nekdo želi slabo za svoje zaposlene, ne? Da bi menedžeri bili slabi ljudje. Zelo dostikrat tudi, kadar imaš groznega šefa, ne, boš rekel, pa sej hoče biti dober človek, sam res se slabo obnaša, ne zna delati z ljudmi. Ne. In sem imel pol to vprašanje, a je mogoče manjko informacij ali pa sistematičnega pristopa k temu kriv. In to je nekako hipoteza, na kateri Quantifly gradi, se pravi, da ne nujno zaradi malevolentnosti, ampak čist zaradi pomanjkanja recimo znanja, izkušenj in nekega sistematičnega pristopa, menedžeri ali pa organizacije skozi čas razvijajo neke vzorce, ki ali nikoli niso bili, ali pa s časoma postanejo neoptimalni. Ne? Recimo bom dal tak primer, pač zelo drugače vodiš ti ekipo 10 ljudi, kakor vodiš ekipo 30, kakor vodiš 100, kakor vodiš 1000. Ne? In vzorci, ki si jih razvil in so zelo dobro funkcionirali v ekipi za 10 ali pa v nekem mikrodružinskem podjetju, ne? Ker naenkrat ne bojo več funkcionirali, ko imaš ti enkrat korporacijo. Ne? In če ti sistematično ne delaš na tem, imaš potem ful velike probleme skozi čas. Je treba konstantno razvijati organizacijo. Iz tega izhaja pač ta ideja, da je organizacija je organizem ali pa ekosistem, če želiš, ne, kjer pač morajo tej deli nekako biti v sožitju, če hočeš doseči uspešne rezultate. In Quantifly potem gradi na tej abstraktni filozofski ideji, v praksi pa se gre za to, da pač zberemo informacije strani zaposlenih skozi pač sistematičen zajem informacij skozi digitalne vprašalnike. Potem izvedemo diagnostični proces, skozi katerega vidimo, kaj so neke anomalije, ki se pojavljajo od recimo silosov v komunikaciji ali pa ozkih grl ali pa nejasne verige odgovornosti ali pa neskladja verige odgovornosti, se pravi, kako dejansko tečejo navodila skozi organizacijo z njeno zamišljeno strukturo, pa do tega, koliko so posamezniki in ekipe obremenjene, kakšne vloge igrajo in tako naprej. In ključna dodana vrednost, bi rekel, je, da na podlagi tega se lahko pripravi zelo, zelo specifične akcijske načrte. Ker zelo velikokrat se organizacije lotijo, bom rekel tako, na tak političen način. Ok, letos bomo pa delali na zavzetosti in bomo naredili, ne vem, več team buildingov. Pa vemo, da to deluje? A je to dejansko smiselno? Ne, ker pač zavzetost je nekje na površju, to so valovi, ampak treba je pogledati, kje je pa tok, ne, treba je razumeti te bolj globinske zadeve, zaradi katerih pač je ta zavzetost nizka in včasih namesto več team buildingov bi bilo mogoče bolj sam 2 človeka poslati na coaching. Mogoče sta sam 2 vodi, ki jih lahko pošlješ na enoletni coaching, pa boš isto keša kot menedžer vložil. Rezultat bo pa, ne vem, 20-30% povečana zavzetost, kar se bo odražalo tudi v poslovnem rezultatu. In to je nekak namen, personalizirati te stvari. Isto, kar vidim ful pogosto napako, ali pa vsaj jaz jo vidim kot napako, ne, je poslati 12 middle managerjev v isto leadership akademijo. Vse je super, da se pošiljajo na akademije, odlično, ampak
če imaš ti od teh 12 menedžerjev, recimo 3, ki so v vlogi, ne vem, iskalca moči, iskalca pozornosti in tako naprej, imajo bolj te negativne aspekte, pa 3, ki so v vlogah izvajalcev, se pravi, se niso še naučili kvalitetno delegirati ali pa voditi proces in ostali so pa že v vodstvenih vlogah, zakaj ne bi več denarja pol namenil tem 6, ki res rabijo pomoč in 3 poslal bolj v nek, recimo, program, kjer se bojo naučili projektnega vodenja in delegacije. 3 pa rabijo res personaliziran coaching, da se jim pomaga te vzorce in navade pač obnašanja, zaradi katerih jih ostali vidijo v teh, recimo, negativnih aspektih, da to spremenijo. Ker pogosto ne gre za osebnost, ne izhaja to nujno iz osebnosti, ampak iz nekega vedenja, ki ni več učinkovito v danem okolju. Ne, top. Jaz sem orodje testiral, probal, videl, in moram reči, da mi je blazno fantastično, ker ima ogromno nekih dashboardov, kjer lahko vidimo te komunikacijske silose znotraj majhnih, večjih ekip, organizacij, lahko vidimo, kdo so mikromenedžeri, kako poteka flow informacij oziroma komunikacij, lahko vidimo, če so kakšni zaposleni izgoreli oziroma preobremenjeni, res, mislim, nora rešitev. In povej mi, en produkt, ki mislim, da si ga pred kratkim lansiral, je tudi nekaj za menedžerje. Daj nam malo razloži. Ja, se pravi, tako mi gledamo na organizacijo kot na komunikacijsko omrežje. Ker če tako pomisliš, hočeš, nočeš, mi dva sva oba procesorja. Pridobiva informacije, jih obdelava in predava naprej. In v knowledge industriju pač na ta način ustvarjaš dodano vrednost. In potem, če hočeš pač nek ta komunikacijski network izboljšati, je fajn, da poznaš 3 elemente, ne? Prvo bi bile specifikacije posameznega procesorja, drugo, kako se med sabo povezujejo in tretje, kakšni so protokoli. No in zdaj, če tole preslikava nekako na organizacijo, fajn je, da poznaš ali pa razumeš lastnosti posameznika in vloge, ki jih igrajo, ker s tem vidiš, na kakšen način oni obdelujejo informacije, drži. Potem drugo, pogledaš, s kom se povezujejo, se pravi na horizontalni ravni, torej kolegi, in pa vertikalni ravni, kar je veriga odgovornosti pa struktura, ne? In pa temu pravimo dinamika. In tretji del, ki ga je pač pomembno razumeti, je pač kakšna je kultura, klima, vrednote. To so pa te zadeve, ki pač bi jih lahko enačili nekako s protokoli. In šele, ko vse te 3 stvari imaš združene, lahko pričneš neko resno diagnostiko, ker šele takrat res razumeš, kako ta organizacija diha. Ne? No, in ta orodje za menedžerje, ne, se fokusira bolj na njihove vloge in lastnosti. Ne? To je pač neka prilagojena oblika 360, kar se mi zdi ključno tukaj je, da se ne zaključi sam s tem, da dobiš eno poročilo, ker naša najvišja vrednota je pragmatičnost. Torej, če ne sledi temu neka konkretna akcija, potem boljš, da ne delamo in the first place, ker je škoda časa. Ne? Tako da zato tudi ta naš proces oziroma ta nov produkt, ne, je usmerjen v to, da pač katerikoli ambiciozen menedžer lahko samoiniciativno pač to naroči, izvede v bistvu nek 360 zase, kjer ga sodelavci ocenijo in na podlagi tega ima potem razgovor z ustrezno usposobljenim coachem, ki mu pomaga pripraviti konkretni akcijski načrt. Zato, da on sam zase lahko naredi pač nek preskok, ki se bo valjda odražal potem v kvaliteti sodelovanja v ekipi. The best, top. Da mi povej še, a pa opažaš, da so organizacije zdaj dovzetne, da se pogovarjajo, rade pogovarjajo z vami, so dovzetne do sprememb, ali smo v nekem krču? Vem, da smo imeli COVID, kjer so se določeni menedžeri, bom rekel, malo strašili, pa bili v krču, kakšni so pretiravali s kakšnimi spremembami. Kaj opaziš, ko se pogovarjaš s podjetji v Sloveniji ali pa v širši regiji? Ja, kar bi jaz opazil, je to, da zunanje okoliščine manj vplivajo na to mentaliteto, kot bi si mislil. Veš, menedžeri, ki si želijo na tem delati ali pa ki prepoznavajo tem prednost, bojo to prepoznavali tako, ko jim gre dobro, kot tudi, ko jim gre slabo. Ne? V obeh trenutkih je pač pametno o tem razmišljati. Ne? Ker, veš, če gledamo recimo na to, kako na organizacijo vpliva restrukturiranje, je skoraj vseeno, ali boš ti za 20% povečal število ljudi ali za 20% zmanjšal. Oboje je bistvena sprememba, kako se bojo stvari odvijale in v obeh primerih je dobro pač narediti neko diagnostiko in analitiko pred tem, da sprejmeš pametnejše odločitve, kako se tega lotiti. Ne? Ampak daj povej mi, zdaj začenjaš podjetniško pot in sicer
bil si v raznih konsulting, pa tudi v raznih startupih, že del ekipe in potem odpreš svoje podjetje in kar od enkrat dobiš eno največjih investicij v Sloveniji od gospoda Pečečnika, potem rataš, si v bistvu med top 5 startupi v Sloveniji in dobiš ogromno prepoznavnosti, strank imate koliko zdaj, 40-50? Ne, smo že kar blizu 80. No, the best. In povej, kako se počutiš? Recimo, od prvega trenutka, ko rečeš, a če to poštarta, do tega trenutka, ko rečeš, dobro ne gre. Gre nam dobro, odpirajo se vrata, tako, malo piše občutke. Wow, škaj, to je roller coaster. Težko sploh rečem, da je en občutek. V tem trenutku, če sem iskren, sem utrujen, predvsem. Tudi malo lačen, zato ker danes je moj 4. dan brez hrane, načrtno, vse v redu s tem. Ampak, ja, pač občutki so kar unreal in ta roller coaster se mi zdi v bistvu super z tega vidika, ker pač gradi v tebi nek resilience oziroma ga zato potrebuješ. In ne vem, po eni strani, veš, ko sem začel, po prvih recimo 6 mesecih sem bil kar malo presenečen, tako, wow, se to pa kar v bistvu dela, to je ful lažje, kot se mi je zdelo. Pol pride tako, pač prvi šoker, veš, če sam pogledam moje zadnje leto, kaj vse se je zgodilo, ne. Najprej sem moral ekipo, kaj takrat mislim, da je 10 ljudi, kaj tazga, pustiti samo za 3 mesece in sem šel na ta pospeševalnik za 3 mesece v Tel Avivu, ne. Kjer sem bil, če sem prej bil ultra mikromanager, sem kar naenkrat bil v situaciji, kjer sem lahko managementu posvetil, ne vem, urco, max 2 na dan, ker je bil program tam res intenziven. In to za 3 mesece. In to ekipo, ki obstaja, ne vem, 1 leto in večina jih je zaposlenih, ne vem, pol leta ali pa manj. Tako da to je bilo res crazy. In to je bil začetek leta, ne. Potem pridemo nazaj. Pričakoval sem takrat investicijo iz Izraela, nažalost se stvari niso lih poklopile in smo imeli pač likvidnostni krč. Se je zgodil verjetno hkrati najboljši in najslabši dan v mojem življenju, ko sem moral ekipi predstaviti, da smo zelo na robu in da pač se zna zgoditi, da kakšen mesec, 2 ne bo plač ta čas, ko pač nam najdem novega investitorja. Potem se materializira pač naslednja investicija in zguramo naprej, ogromno pač vložimo v razvoj, povečamo ekipo na takrat, mislim, da 25 ljudi, ker smo pač veliko developmenta na novo vzeli, pa tudi prodajo malo pojačali. Tako da je bil spet nek grozen drive navzgor. In potem se spet zgodi november letošnjega leta, ki je bil spet tak krizen moment, ker se je na kapitalskih trgih pač zgodil crunch, ki se je tudi nam poznal s tem, da je bilo težko ali pa pogoji za naslednjo rundo niso bili ustrezni in smo morali spet stisniti pas. Tako da, če si predstavljaš, to so valovi in pogosto rečejo, da med startup je, da bi imel dojenčka. Jaz pa ugotavljam, da med startup je, da si ti postal nazaj dojenček, ker se ti pogosto dogaja, da se zbujaš na vsake 2 uri in malo jočeš. The best. Ampak, če te zdaj vprašam, a bi šel še enkrat čez to pot? Ja, bi. Bi šel še enkrat čez to pot in sem vesel, da sem na tej poti in pač kot sem rekel, ne, če iščemo v življenju, ne, pač smisel, rast in povezanost, jaz vse to troje definitivno v Quantiflyju imam. In tako si ne predstavljam, da bi zdaj, tudi če bi to zaključil, to sigurno ne bi bila zadnja taka pot, na katero sem se podal. Predvsem pa res vidim zelo veliko dodano vrednost, tudi čist na osebnem nivoju, koliko zraseš kot človek. Ker vsak ta nihaj, ki sem ga opisal, in navzgor in navzdol, te zgradi kot osebo. Pač prideš ven iz tega drugačen. Nekako imam feeling, da sem v recimo zadnjem letu preživel, ne vem, 4 leta nekega normalnega življenja. Način. Tudi kot COVID-u, ki so rekli, da smo digitalno skočili vsaj za 10 let. Tako in v startupu pač sploh kot direktor in founder pač res te izstreli, kar se tiče nekih življenjskih izkušenj. Deva se malo še dotakniti v bistvu tega iskanja investicij. In sicer jaz sem osrečil, da sem bil zmer v kontravlogi, se pravi, da sem bil tisti, ki je iskal potencialne startupe, scale-upe za investicije in vem, da je ta svet je res neusmiljen in včasih traja tudi pol leta, leto, lahko še dalj, ker se začneš pogovarjati do tega, da priješ v bistvu do dejanske investicije. Pa nam dej za naše podjetnike, ki nas spremljajo, pa startupovce, nam malo predstav, kako izgleda ta pot, kako je šlo pri tebi? Ja, zdaj
Tako, slovenski ekosistem je zelo specifičen glede tega. Zdaj, kaj so njegove lastnosti ali pa značilnosti, če ga primerjamo recimo, ne vem, z ameriškim ali pa izraelskim, ki sta nekje najbolj razvita na svetu, pa tudi v končni fazi angleškim in celo nemškim, ki so spet še zmeraj kar precej korakov pred nami. Kaj so nekak značilnosti? Zdaj, prva značilnost je, da so finančni vložki bistveno nižje. Sploh v teh early stage podjetja, ne? Kjer v bistvu imaš ti podjetniško idejo, nimaš pa nujno še produkta, še posebej product market fit ni razdeljen in tako naprej. Tukaj se skoraj da moraš obrniti na poslovne angele, to so pač posamezniki, ki nekako vstopijo z majhnimi zneski v podjetje. Kaj je potem tukaj izziv? Da imaš kar naenkrat v cap table, se pravi v lastništvu, veliko enih ljudi in zna to postati malo Game of Thrones, tako da je treba res biti previden pri tem, koga spuščaš noter, kako jim zaupaš, koliko ti bojo oni dejansko pomagali, kako jih menedžiraš, to postane zelo pomemben aspekt. Ne? Potem vsaj pri nas, ko smo pač malo zrasli, so s tem postopoma pač rasle tudi investicije. Mogoče taka dobra schematika za imeti v mislih je, da ti podjetništvo se začne z neko poslovno idejo in to poslovno idejo skozi čas materializiraš in dokazuješ, da ima smisel. Ne? In če si na začetku ti streljajo neke številke iz recimo neke analize trga, se moraš zavedati, da to je zelo čez palec in je ugibanje. In takrat prepričuješ ljudi predvsem s tem, da pač ta ideja izpolnjuje neke osnovne kriterije. Se pravi, da je trg dovolj velik, da je sploh pač ideja investibilna. Tako čez palec dajmo reči, da je fajn imeti vsaj milijarden trg, et minimum pa nekje 100 milijonski trg, če gre za res neko nišo. Ne? Potem druga zadeva, ki jo treba izpolnjevati, ali pa druga kljukica, ki jo rabiš, je, da je ta ideja nekaj novega, zato ker v nasprotnem primeru, zakaj bi rabuti kapital, se jo lahko počasi rasteš, ne? Medtem, ker če gre za neko novo idejo, pač zmeri tekmuješ z ostalimi, ker pač slej ali prej se jo bo še nekdo drug spomnil, ali pa te bo nekdo skopiral in zato ti rabiš denar, ker denar ti daje hitrost. Ne? In ta tretja zadeva, ki jo pač moraš imeti v mislih, je, da je ta ideja nekako skalabilna. Se pravi, da lahko relativno v kratkem času pač izkoristiš, ker kar ti denar daje, je sam hitrost. Denar je sam pospeševalec česarkoli delaš. Ne? In zato je treba pač glede tega po mojem imeti neko tako schematiko in to imeti skozi v glavi, ne? Da si z denarjem v bistvu kupuješ hitrost in ne vzeti več, kot dejansko lahko tečeš. Ne? No, še enkrat se pravi, začnemo s poslovnimi angeli, potem od tukaj naprej smo zdaj trenutno v neki fazi tega miksa, kjer investicija, ki si jo omenil pač, in smo jo lani prejeli, je nekako vmes med poslovnim angelom in VC-jem, se pravi skladom tveganega kapitala. Naslednji korak pa bo potem definitivno že nek sklad tveganega kapitala. Kakšna je razlika med njimi, je pa to, ne? Pač poslovni angeli so vseeno posamezniki in je odnos bistveno bolj oseben. Medtem, ko pri skladih tveganega kapitala, pač to je biznis tako, kot je startup biznis. Ne? In ima isto en poslovni načrt, neke kriterije in je odnos dost manj oseben. Pač le številke povejo svoje, smo zračunali, da ima to tak pa tak potencial, evo, tukaj imaš denar, če boste to pa to dosegli, je naslednja runda. Predvsej bolj strukturiran pristop in manj možnosti za osebne konflikte. Zato sem opozoril, da pri angelih je res treba predvsej bolj, se mi zdi, preudarno delati z njimi. Ne? Se strinjam, pa tako, kot si lepo povedal, ne, pri skladih tveganega kapitala, na koncu so številke pomembne. Ne? Koliko bo začeten vložek, kakšen return on investment oziroma koliko se bo multiplicirala ta začetna investicija. Ne? Pa poprečen skladnik ima neko ročnost 8 let, 10 let, tako da načeloma ti dajo čas za rast, ampak še zmeraj pa gledajo neke številke. Deva se malo dotakniti, sicer ti imaš zelo zanimiv pogled tudi na nagrajevanje zaposlenih. Sicer danes je tudi v Sloveniji zelo popularno, da se sploh v startup ekosistemu spušča ključne kadre v lastništvo. Eden izmed podjetij v Sloveniji, ki je zelo znano, je Devesoft, ki ima več kot 80 lastnikov. Ti imaš tudi svoj pogled, da nam malo razloži, kako sploh poteka ta sistem, koliko procentov se ponovadi da, koliko kadrov vključiš v neko nagrajevalno shemo. Ja, zdaj tukaj jaz ne bi rekel, da sem niti dovolj pač izkušen na tem področju, da bi si upal dajati neke splošna vodila. Hkrati pa tudi ne verjamem, da so.
je odvisno od biznisa do biznisa, kulture do kulture in predvsem od namena, kaj želimo s tem doseči. Zato, če že kaj stojim na stališču, da dajmo presoditi vsak primer posebej in ne dajati nekih splošnih navodil, kot dajmo vsi imeti ESOP. Ja, saj vem, da je to popularno, pa vsi veva zakaj. Da je to popularno, pa se sliši super, ampak je treba presoditi veliko enih vidikov. Ne? Na eni strani, in ta je po mojem najbolj pomemben in ga je treba najprej razčistiti, je, kaj želimo s tem doseči. In vsaj jaz osebno zmeraj izhajam, ali pa imam tak pogled na svet, ne, da vsak človek bo delal v svojem lastnem interesu in to je ok. Želimo, da dela v lastnem interesu. Vloga vodje, pa tudi pozneje menedžerja, ne, pa je, da pogleda, kako te interese nekako združevati, da bolj ali manj vlečejo v isto smer. Ne. Če si predstavljava, da je podjetje en vlak na tračnicah, ne, in pač imaš, ne vem, se je pokvaril, imaš konje, ki pač ga bojo zdaj povlekli naprej, ne, ti jih moraš čim bolj v isto smer obrniti. In je ok, če je odklona za 20-30 stopinj stran, postane že slabo, če je pač 50 stopinj, ne, ali pa 90 stopinj, ampak potem, ko si pa na 180 stopinj od željene smeri, ne, to pa pač definitivno ne bo cool. In zato je treba najprej pogledati, kakšni so interesi in kako jih čim bolj postaviti na nek skupni imenovalec, da bojo čim bolj vlekli v isto smer. No in z tega vidika je pač moj predlog, ne, da recimo podjetja, ki so v klasičnih panogah, ki rastejo relativno pač počasi in nimajo namena se na neki točki prodati, tem je nagrajevanje z lastniškim deležem po mojem mnenju manj smiselno. Se strinjam. Je boljš pač nagrajevati ljudi z bonusi ali pa deležom pač prihodkov in tako naprej, ker vsaj v slovenskem pravnem sistemu imamo pač en zakon, ki to omogoča, pa pač vsaj malenkost izboljša pač davčno breme tega. Ne? Tako da to je en vidik, ki je pač definitivno za raziskati. Zdaj v startupih, ne, se pravi podjetjih, ki so zelo hitro rastoča in se pričakuje, da bojo na neki točki pač šla skozi proces akvizicije, ne, in bo takrat pač nek likvidacijski moment, kjer bojo ljudje izplačani, tam imajo deleži nekaj več smisla. Ne? Tudi z vidika, pač davčnega vidika so ugodnejši, ker pač kapitalski dobički so precej nižje obdavčeni, ne? Začne se pri 25% in pol pada skozi čas, ne? Koliko časa imaš ti lastništvo. Na drugi strani pač prihodki iz delovnega razmerja so višje obdavčeni, tako da je smiselno tudi z vidika davčne optimizacije pač na to pogledati, ker v končni fazi na 10%, če dobiš milijon, kar nekaj šteje. In v takih primerih, se pravi pri startupih, je smiselno razmišljati o lastništvu in pol je treba spet preigrati naslednje vidike. Najprej, kot sem rekel, ta incentive. Kaj je nam cilj? Sej, nam je cilj, da so zaposleni verjamejo v vizijo podjetja, da se čutijo z njim čim bolj povezani in da so pripravljeni stisniti tudi takrat, ko gre nekako ko je treba, ne? Ko pač ali je zato, da dosežemo nek naslednji recimo plato, je treba pač nek ekstra mile narediti. Ne? In lastništvo je definitivno ena taka možna motivacija. Ne? Tako da, kako jih naučiti? Drugo je pol, da jih treba tudi izobraziti malo, da začnejo razmišljati kot lastniki, ker v nasprotnem primeru itak nismo nič naredili, če se ne zavedajo, kaj to za njih pomeni. Ne? No in v takem primeru se pač pogosto nagrajuje z opcijami, kar je spet zelo z davčnega vidika neugodno. Boljši je tako imenovan reverse vesting, kjer pač že vnaprej dobijo delež, pa pač si podjetje pač pridrži nakupno opcijo v primeru, da ga zapustijo in se pač določijo pogoji. Zdaj, tretja taka zanimiva varianta, ki smo jo pač mi določili, pa je, da so v bistvu solastniki enotnega deleža, zato ker bi želeli biti fair. Ne? Največji problem, ko ti daš neke fiksne deleže ljudem, je, da praviloma imajo prednost tisti, ki prej pridejo, ne? In se ne upošteva tok doprinos. Drugi problem, ki ga jaz vidim, je, da se doprinos posameznika skozi čas pač spreminja. Nekdo je zelo ključen igralec v določeni fazi podjetja, ko pa pač podjetje zraste, ga lahko preraste. Je pa še zmer fair, da je nagrajen za tisti čas. Ne? Tako da mi smo oblikovali nek zaenkrat ima delovno ime pač Fairpay, pa tudi je realno tudi pri nas še v procesu implementacije, ne? Ampak nekako kako je zastavljen, je tako, da v bistvu zaposleni
zbirajo točke za reči in ko bo enkrat prišlo do likvidacijskega momenta, se potegne črta, ne? In tudi tisti, ki so podjetje mogoče že zapustili ali pa ga bojo na neki točki do takrat zapustili, so še zmeraj ohranili neko število točk, ampak dlje, ko si noter, več točk lahko dobiš, hkrati pa ni fiksno, koliko točk dobiš, ampak se v bistvu razporeja med ljudmi glede na performance, oziroma v našem primeru, vsaj za enkrat je bilo zastavljeno, da se kar po ocenah. Zdaj še enkrat, tudi mi smo šele začeli se zares igrati s to idejo in težko rečem, a to res ful dobro deluje. Vprašaj me še enkrat čez kakšno leto, 2. Ali pa ko bomo prodajali, ker takrat se bo najbolj videl. Absolutno te bom vprašal. Daj mi povej, lahko da ste prej prodajali. Daj mi povej, ena ključnih stvari, ko začenjaš novo zgodbo, je tudi, da si postaviš ekipo, ki je tudi ključna gonilna sila, da si postaviš osebe, ki jim zaupaš, si postaviš osebe, ki veš, da ti bojo stale ob strani in se tudi zavedajo, da delovnik na začetku ne bo 40 ur, ampak prej 80 oziroma mogoče kakšno urco manj ali pa več. Pa me zanima, kaj si pa ti iskal, kakšne lastnosti so ti bile pomembne, ko si postavil ekipo? Ja, spet tukaj sem bil malo neortodoksen. Se pravi, na začetku, ko se je Quantifly začenil, sem nekako imel 2 možnosti. Ena je, ker pač kapitala ni bilo zelo veliko in sem imel eno možnost, da vzamem zelo majhno število zelo velikih strokovnjakov. Ne? In druga možnost je bila, da vzamem večje število pač ljudi, ki so relativno na začetku svoje karierne poti. In jaz sem se takrat odločil za bolj neortodoksno varianto, kjer sem pač rajši vzel veliko število ljudi, ki so na začetku karierne poti, z željo, da pač prepoznam tiste, ki imajo visok potencial in da ustvarimo kulturo, skozi katero bomo vzgojili bodoče superstarje. Ne? To je pač isto ena izmed naših 4 vrednot, je tudi rast zaposlenih, ne? In dajemo prednost v bistvu, dajemo prednost potencialu pred pedigrejem. Zdaj, zakaj je to smiselno? Jaz mislim, da je to zelo, zelo smiselno za podjetja, ki želijo biti inovativna. Bom dal konkreten primer. Ne? Mi smo vseeno ohranili veliko izkušenih mentorjev in se pogosto obračamo na njih pač po strokovni nasvet in pač potrebe teh pedigrejev. Ne? Ampak ideje, ki smo jih od njih dobili, so večinoma že bile na trgu. Ker če ti na trgu 15-20 let, ne, pač poznaš, kaj so neke standardne prakse. In po naravi stvari, če hočeš inovirati, je doskrat boljš poslati nekega novinca in mu reči, pejte na Google Scholar, rabimo nov set pač za definiranje vlog. Ugotovili smo, da po Belbinu so preveč splošne in posledično nepragmatične, se pravi, ne vodijo menedžerja v neko konkretno odločitev, najdi nekaj, kar bo bolj razdeljeno, bolj pragmatično in predvsem, da bo prepoznalo tudi neke te negativne aspekte. Ne? No in ko smo to naredili z pač to ekipo, smo prišli do zelo zanimivih pač rešitev, konkretno enega članka iz 2018, ki je analiziral za zadnjih 50 let, mislim, da pač teh klasifikacij vlog, jih postavil v različne dimenzije. V glavnem pač tako, zanimivo. Ker ko pošlješ več ljudi, ki nimajo teh, če nimaš še boksa, pol avtomatično razmišljaš out of the box. Tako da to je bilo. In zdaj drugo, kaj sem iskal, ljudi, s katerimi si bom želel delati in ljudi, s katerimi se bomo nekako ujeli v vrednotah. Ampak vsaj na začetku tega nisem iskal skozi nek sistematičen selekcijski proces, ampak smo šli po sistemu centrifuge. Pač ljudje so prišli noter, vsi smo nekako delali vse, vsak si je najdel, v čem je pač dober. Vedeli smo okvirno, pač takrat smo delali še po Kanbanu, ne, so bili pač neki listki, vzemi, kar lahko ti narediš, vzemi listek in da ga na dan, kadar boš dan. Ne. In je zahteval zelo veliko mero nekako samoiniciativnosti in takega bolj general thinkinga. Ne. In to je bilo za začetno fazo super in se mi zdi, da smo na ta način res kvalitetno ekipo na začetku zgradili. Zdaj bolj, ko podjetje raste, ne, zdaj takega pristopa verjetno ne bi več na identičen način ubral, ne, ker pač potrebujemo že bolj specializirane skillsete. Kar hočem s tem povedati, je, da tudi tukaj nimam enega recepta, ki bi deloval, ampak je treba res gledati, organizacija se skozi čas razvija in je treba iskati pristope, ki v danem trenutku delujejo. Ne. In recimo v tem trenutku precej bolj gledamo posamezno področje, predstavimo naše podjetje, kakšne so vrednote, ful smo itak
tudi interno z zaposlenimi transparentni, vsi vidimo pač v pogledu finančno sliko, vsak teden gremo skupaj čez to, kaj nas čaka, koliko mesecev še zdržimo brez investicij oziroma kdaj dosežemo profitabilnost in tako naprej. Ne? In te stvari pol tudi delimo z potencialnimi kandidati, tako da se res čim bolj zavedajo, kakšna tveganja sprejemajo, kakšen je pač potencialni izplen in tako naprej. Open book. Tako, in potem, če se ujamemo in če se ne, je to čisto kaj. Ne? Da mi povej še, zanima me tvoj pogled in sicer zmeraj, ko se pogovarjaš, ko začenjaš kariero ali pa tudi ne, ko si že na neki karieri, imaš na eni strani korporacijo, ki je varna, na drugi strani startup, ki je hiter, dinamičen, ni toliko stabilen. Definitivno izkušnje v obeh lahko dobiš, v startupu verjetno malo več. In ko se tebi pridružiš en nov član ekipe, kakšna je dinamika plača versus nek lastniški delež? Ker vemo, da v startupih gre ponovadi kapital v razvoj, v rast, kot si že prej omenil, in so plače verjetno malo manjše. Ja, sicer to je bilo mogoče čisto na začetku, ampak zdaj v tem trenutku mislim, da človek z najmanjšo plačo v Quantiflyju v resnici. Za vse ostale smo pač že skozi čas to povečali pa pofiksali. Tako da bi rekel, da je kar vsaj trenutno je plača primarni faktor, ker dokler ne bomo tega fair pay sistema, ki sem ga omenil, pač res dodelali tako, da bomo res prepričani, da to je to in da bo res zanesljiv, pač dajemo manjšo pozornost pač temu delu nagrajevanja z deležem. Ne. To velja pač za ta trenutek. Spet vem, da je malo neortodoksno, večina pač startupov že takoj na začetku tala na polno deleže. Meni se zdi fajn, da se te stvari res premisli, uteče in lepo počas postavlja in tudi, da se postavi sistem, kako, na kakšen način jih bomo skozi čas prilagajali. Ne. Tako da bi rekel, da trenutno reči 90-10, če ne 98-2, ampak bo pa verjetno s prihodno investicijo in z naslednjem letu se ta procent že precej bolj prevesil v delež. Ne. Kar opažam je, kot sem rekel, da je res šolski sistem tega ne naredi najboljš. Ne preda tega znanja o podjetništvu, razumevanja, kaj delež pomeni, kako pride do nekega izplačila in tako naprej. In je o tem treba v bistvu delavce izobraziti, če hočeš, da sploh nekako razumejo, v kaj se spuščajo in kaj to pomeni za njih, ne? Ker drugače ne bojo mogli tega kvalitetno ovrednotiti. In drugo, kar je pomembno upoštevati, je, da ljudje po svoji naravi prihodnost diskontiramo. Ne? Se pravi, 10 evrov danes je verjetno več vredno, kot 100 evrov čez eno leto. Ne? Ker pač 10 evrov danes imam z jih tukaj. Ne? In je to nekako naravno. In posledično mislim, da moraš ful disproporcionalno nagraditi človeka z deležem, če hočeš pač toliko njegovega komitmenta, kot če bi bilo splačo. Drugi faktor, ki ga je pomembno upoštevati, je, da pač plača higienik in je ful pomembna, ampak v resnici ni najbolj pomemben faktor. Sploh pri ljudeh, ki bi rekel, da jih hočeš v takih startup in inovativnih okoljih. Ne? Tukaj vsaj pri nas pač glavni motivacijski faktori so zanimivo in navdihujoče delo, pa možnost, da si sam razporejam nekak čas, možnost, da imam kontrolo oziroma avtonomijo pri tem, kar počnem, so bolj take stvari pomembne. Ne? V neki veliki korporaciji tudi motivacijski faktori ponavadi postajajo drugačni, ker se, ko bi rekel, tako kot pri nas, ali se ujameš, ali se ne, podobno je tudi v korporacijah. Ne? Nek sistem, svojo kulturo v bistvu ima ali pozitivno ali negativno selekcijo takega tipa kadra, kot pač ustreza organizaciji. Da mi povej, jaz sem bil del tudi večjih korporacij, kjer je ta feedback oziroma povratna zanka me zanima, kjer pač ponovadi je ta klasična metoda sendviča, pohvališ, pa rečeš, da je to mora zboljšati, to ni bilo ok, in potem rečeš, ampak dejansko si pa super. Pa me zanima, kako je bilo pa pri tebi, se pravi, kot si že prej omenil, je bil roller coaster, investicije zmanjkalo, potem si dobil veliko investicijo, potem si povečal ekipo, potem zmanjšal. Kako ta feedback poteka, ko si dejansko sedeš z ekipo in rečeš, fantje, dekleta, 1 mesec, 2 meseca bomo zdaj le mogli zdržati, bomo mogli stisniti brez plač, potem, ne vem, čez pol leta rečeš, zdaj smo dobili veliko investicijo, častim, ne vem, večerjo. Ja, veš, prej sem omenil, da ko se je prvič to zgodilo, je bil hkrati najlepši in najhujši dan v mojem življenju, ne. No, ko se je prvič to zgodilo in sem pač povedal situacijo, sem pol rekel, lejte, pač
zdaj vsi vemo, kje smo, vsem bom dal, pač dajte si vzeti, ne vem, pol urce, pejte na sprehod, jaz bom v pisarni tukaj zraven, moja vrata so odprta in dajte prosim eden po eden prideti noter, ker bi se rad pogovoril z vami, pač koliko dejansko rabite, da to, kar še imamo denarja v budžetu, čim bolj pametno razporedimo, da slučajno mi kdo ne ostane, da ni plačal najemnine ali kaj podobnega. Dajte prosim biti pri tem iskreni pa uvidevni tudi do ostalih. Meni je žal, da sem nas spravil v to situacijo, ampak fakit smo, kjer smo, dajmo pogledati, kaj lahko tukaj naredimo. In se spomnim, pride prvi noter, ne bom z imeni, ampak pač pride in mi da 200 evrov. Je rekel, sem skočil na bankomat. Jaz mislim, da ali ti ali pa kdo drugo ekipi verjetno to bolj rabi, kaj jaz, bi ti dal več, ampak več pa tudi jaz ne morem, ampak tukaj imaš neki... Hudo, ker ne ježil sem se. Ja, pol te druge pride ena punca, pravi, veš, moji starši pa v bistvu pogosto poslušajo naše all hands sestanke in so ful navdušeni nad Quantiflyjem in vsem, kar pač delamo, ne. In v bistvu bi bili pripravljeni investirati, so mi že rekli. Ampak et minimum, sem zdaj jih poklicala in pravijo, da pač lahko do nadaljnega delam za ston, pa bojo pač oni kao dajali plačo. In pač dobiš tak feedback in je bilo crazy. That said, ko se je to drugič zgodilo, pač ko se je ponovila podobna situacija, je bilo dosti bolj negativno in sem ful vesel za to, ker so me pač stresli. Ej, Luka, pač postavljaš previsoke nekak cilje, veš, in pol se pač neki malga zalomi vmes in jih pač ne dosežemo ali pa se stvari ne izidejo, pač moraš biti bolj na realnih tleh in tako naprej. In bom rekel, je bila kar, sem prejel tudi kakšne zelo harš nekak kritike, ampak sem se res potrudil in sem si rekel, ok, sploh ne bom odreagiral na njih v tem trenutku, sem sam zahvalil, si bom vzel čas in sem pač čez vikend dal čas, ne vem, prespal, prejokil, vse, kar je bilo treba, da potem, ko sem se pač usedel z nekim novim razumevanjem in res pač pomislil, kje moram jaz prečistiti pod svojim pragom, kje sem dejansko failil, kje so stvari, ki so bile izven moje kontrole in tako naprej. In zato pravim, da pač res veliko zrasteš. Tako da, kar hočem s tem povedati, se spet zvračamo še eni izmed naših vrednot, ki jo bom omenil, to je pač radikalna iskrenost, radical candor, kjer pač si želim in se mi zdi, da v neki meri to že udejanjamo, upam pa, da bomo skozi čas postajali zmer boljši v tem, da ko čutiš, da moraš nekaj povedati, ne samo zato, ker ti leži na duši, ampak še bolj zato, ker hočeš človeku na drugi strani dobro, pa mora nekaj slišati, zato da bo pač njegovo življenje boljše ali pa da bo firma naša skupna pač boljša, je tvoja dolžnost, da mu poveš. Brez dlake na jeziku, a hkrati pa ne na nesramen način. To je pač ta point neke radikalne iskrenosti, da tega ne delaš zato, ker bi ljudem hotel škodo, ampak zato, ker jim hočeš pomagati. In tega se mi zdi, da se poskušamo držati. Zakaj pač dajem neke take umestne, se mi zdi, pa tako naprej, zato, ker pač to so vrednote, ki jim sledimo, ne bi pa rekel, da smo jih dosegli. Tudi jaz zase pač dnevno se sprašujem, ok, sem povedal vse, kar sem moral povedati, sem povedal to iz sebičnih razlogov ali iz nekih razlogov, iz nekih pozitivnih razlogov, koristnih za vse. Zdaj, prej si lepo povedal, da vsak startup oziroma podjetnik, ki se pusti to pot, gre v bistvu odkrivati nekaj novega. In inovacija je ključna. In jaz sem kar lepo čas svoje kariere bil v različnih funkcijah kot neka oseba, ki je bila odgovorna za inovacije, pa me zanima, v startupu moraš biti inovator, moraš v bistvu skozi investirati v razvoj, hkrati pa so napake lahko drage. Pa me zanima, kako pol tle v bistvu delaš nek balans, da hkrati siliš svojo ekipo, pa tudi sebe, da si inovativen, hkrati je pa vsaka napaka, ki se zgodi, absolutno je potrebna, iz napak se učimo, ampak lahko je pa draga. Škaj, z tega vidika se mi zdi, da je podjetništvo malo kot poker, sploh v startupu. Pač ti imaš nek budžet in pač postavljaš bete. Imamo nek okvir, se pravi, kot sem rekel, naša vizija je, da pomagamo graditi organizacije, v katerih zaposleni doživljajo rast, smisel in povezanost. Oziroma, to je naša misija. Naša vizija pa je, da pač zgradimo orodje ali pa set orodij in know-howa za diagnostiko, ki menedžerjem pomaga, da sprejmejo odločitve, ki vodijo proti tej viziji. In to nam daje relativno široko polje, kako se bomo točno tega lotevali. In na eni strani bi lahko rekli, ok, se bomo fokusirali bolj na te 360 za menedžerje.
Druga opcija je pač se bomo posvetili bolj pregledu organizacije kot celote. Tretja bomo, ne vem, mi direktno izvajali coachinge. Četrta je, bomo, ne vem, pač 1000 različnih poslovnih modelov si lahko zamislimo in rešitev, ki bi jih lahko tukaj implementirali. Ne? In pol pogledaš, vsaj jaz, ne, pač kje imamo mi neke unikatne kompetence, kje vidimo, da ima nekako največ smisla, kaj smo že testirali, pa se je pokazalo kot dobro, in poskušaš narediti nekako s čim manjšim vložkom nek bet in ponudiš neki trgu, da vidiš, kako se bo odzval. Lej, iskreno, recimo za ta Manager 360, ki sva ga prej se pogovarjala, sounds great on paper, makes a lot of sense. Ampak zaenkrat nismo dobili zelo pozitivnega feedbacka z trga. Smo zelo poceni ga potestirali, ker itak 360 na nivoju podjetij, organizacij kot celoto to že delamo. Ne? In tukaj se je šlo samo zato, da se spremeni target iz tega, da targetiramo organizacijo, na to, da targetiramo menedžerja kot posameznika. No in smo to testirali z, ne vem, 300 maili, pa LinkedIn outboundom, pa pač objavami v parih omrežjih in zaenkrat ni bilo še odličnega odziva za to. Ni dosegel targetov, ki smo si jih zastavili, ne? Glede na vložen trud. Bomo videli do konca julija, to se lahko še spremeni, ampak zaenkrat smo tukaj. In če je tako, bomo projekt zaprli. In to je bil prvi projekt, ki je vodil eden izmed od sodelavcev, ne? In kakšne 2 tedna nazaj je bil tako ful, pač, Luka, res sem se potrudil, pa res se mi zdi, da to ima smisel, pa smo se pogovarjali, pa vsi smo se strinjali, da to bo sigurno zapalilo, pa kar nekako ne gre. Sem bil, moram spustiti me, kolega, normalno je, pač to, da projekt fejla, ne pomeni, da si ti fejlal kot oseba. Jaz vem, da si se potrudil, vse smo naredili v okviru plana, kakor smo ga zastavili, ampak včasih nekaj lansiraš na trg in ti trg reče, ne. Pa ima 100% smisel v tvoji glavi, ampak na koncu organizacija oziroma podjetje je sam skupina ljudi, ki stopijo skupaj, da bi čim bolj učinkovito ponudili ljudem nekaj, kar rabijo in te ljudje so pripravljeni za to plačati. Simple as that. In ni nič narobe, če si mislil, ljudje to rabijo in ljudje rečejo, tega jaz ne rabim. Super, ena stvar manj, na katero se rabimo fokusirati, dajmo postaviti nov bet. Kar je pomembno, je, da se preveč ne komitaš eni ideji, zato ker trg je nepredvidljiv. In jaz mislim, da šele ko dejansko vidiš, da je nekdo za nekaj pripravljen plačati, veš, da imaš poslovno idejo. Do takrat imaš idejo. Ful lepo, vsi jih imamo 1000, ampak ni vsaka ideja poslovna ideja. To je res, ja. To je res. Ti si že prej omenil, da imate že več kot 80 strank oziroma partnerjev, od velikih korporacij do manjših podjetij, do tujih podjetij. Pa me zanima, a opazaš kakšne stične točke? Pa če lahko daš kakšen primer, ne vem, ste prišli v organizacijo, je bilo stanje kritično ali pa ne najboljše in potem kaj se je zgodilo po temu, ko ste v bistvu vi pomagali? Kako so se rezultati kaj izboljšali, kaj ste kaj opazili? Ja, zdaj itak ne morem pač, varujemo zaupnost, ker bi zdravnik, tako da ne morem pač nič kaj v zelo velike specifike, ne? Ampak kar lahko rečem je tako, če gledava stične točke, ena zadeva, ki se mi zdi, da itak vsi vemo, da je pomembna, ampak potem, ko jo tako vidiš plastično v podatkih in v case studijih, pač ugotoviš, da je tako ne samo pomembna, verjetno najpomembnejša stvar sploh, je to, koliko se je upper management, koliko je pripravljen biti iskren sam s sabo in z ostalimi. A smo pripravljeni pogledati v ogledalo? Tudi jaz sem že bil prepoznan v kakšni negativni vlogi včasih in sem se vprašal, kako se vedem ali pa s katerimi vedenji ustvarjam tak vtis pri svojih sodelavcih in kako lahko to v prihodnje spremenim. Ne? In isto pač na nivoju recimo, ne vem, oddelka, vidiš, da je, ne vem, padla zavzetost, je padlo zadovoljstvo, je, ne vem, motivacijski faktori so se prešiftali tako, da je zdaj plača pri vrhu, kar ni dober znak praviloma. Ne? Pač par takih stvari vidiš in si rečeš, nekje smo tukaj brcnili v tamo in greš pol raziskati in narediš spremembo. In tam, kjer je vodstvo pripravljeno iskreno pogledati te rezultate, jih tudi čim bolj iskreno komunicirati z zaposlenimi, zato da smo vsi aligned glede tega, kje imamo problem, potem stvari stečejo naprej. In drugi korak, ne, je pa, a smo pripravljeni dejansko narediti akcijo glede tega. Ker sam zavedanje, da problem imamo, problema ne reši. Ja.
Šele ko imamo konkretni akcijski načrt in gremo v implementacijo, se problem začne reševati. Ne? Ampak je pa ključno, da se najprej vsi zavedamo in smo aligned glede tega. To je problem in ga moramo rešiti. Ne? Tako da to bi rekel, da je nekako najpomembnejše, kar smo opazili in je tudi največji faktor pri temu, a bo posamezna stranka nekako ambasador za nas še naprej, ker tisti, ki grejo pol v akcijo, so vsi, Quantifly je bila najboljša stvar, kar smo se kdaj odločili, ne? Medtem, ko tisti, ki so pač nekako videli te rezultate, pa so iskali izgovore v smislu, veš, to pa itak nam matična firma, ne vem, v Nemčiji zveže roke, pa ne moramo, ali pa ne vem, tržni pogoji so se spremenili, ali pa v naši industriji se pa to ne da, zato ker je, ne vem, gradbeništvo ali karkoli, ne. Ko imaš pač take situacije, pol, če se ne bo nič spremenilo, pol je to metanje denarja stran, če se igraš diagnostiko, ne. Pač ker če ti izmerijo holesterol, pa pač nisi pripravljen malo drugače spremeniti svojih prehranbenih navad, pol boš, da ne greš meriti, ker so sam sekiral zaradi tega, kaj. Tako da to je najbolj pomembna stvar, no. Zdaj, kar so pa bolj specifične stvari, če hočeš take malo bolj, ko ne rečem, praktično uporabne zadeve. Sočne. Ja, sočne, ja. To se mi tudi zdi, da je nekaj, kar se zavedamo, ampak je zanimivo, koliko pogosto pade ven iz Quantifly analize, ne. Ena zadeva recimo je pač ta komunikacija med oddelki, koliko pogosto se zgradijo silosi, ne. In potem en kup stvari, ki bi jih pričakoval, se tudi dejansko vidi, ne. Recimo, da znotraj silosa so pol praviloma ljudje bistveno manj obremenjeni, imajo višji neizkoriščen potencial, pogosteje se tudi dogajajo neki pač spori interno ali pa na relaciji tega oddelka z ostalimi, ker če ni pretoka informacij, pol tudi sodelovanja ne more biti, ne. To je prva. Zdaj, tipičen primer, pač firme, ki so v recimo bolj tem proizvodni, ki vključuje tudi inženiring, se pravi, da sami razvijajo svoje produkte, ne, in pa tehnološka podjetja, bodi si v Deep Techu ali pa, ne vem, softwareu in SaaS-u, please dajte preveriti, če se vaš development povezuje z dizajnom in še bolj z marketingom in prodajo. Ker koliko pogosto vidimo, da je to problem, je unreal. To je zmeri znova, veš, isti. In še mogoče tukaj en pro-tip, kar smo do zdaj opazili, da pogosto je most med recimo prodajo, marketingom in pa razvojem, je pogosto boljši most mogoče dizajn, kakor pa CTO. Zdaj, zakaj je tako, lahko špekuliram, ampak mogoče zato, ker je CTO pogosto še zmeri preveč usmerjen v recimo svoja strokovna znanja in nekako mu manjka ta language razumevanja trga, ne? Medtem, ko dizajnerji praviloma gledajo oboje, ne? Oziroma jih dobijo po prstih, če zrišejo nekaj, kar se ne da razviti, ne? In po drugi strani ne, pač konstantno dobivajo od prodaje, to bi moralo biti tako, pa tako naprej. Tako da pogosto je to zanimivo opažanje in lahko reši kakšen problem. Drugi je, ko imate namen, da nekdo napreduje v vodstveno funkcijo, dajte please po recimo 2 mesecih, 3 mesecih, je res fajn, da se neko tako testiranje ali pa vsaj neka neformalna fokusna skupina naredi, zato da se vidi, kaj se dogaja, ker res smo imeli kar veliko primerov, kjer pač imaš middle managerje, ki so pred kratkim, recimo 3 ali pa 6 mesecev nazaj napredovali v to vlogo iz prej verjetno strokovne pozicije, največkrat, ne, in so prepoznani v negativnih vlogah. In to ni zato, ker oni ne bi imeli vodstvenega potencijala. Vsega imajo, ampak način, kako se vedejo v tej vlogi, pač ni ustrezen za to vlogo. In posledično imajo potem pushback strani ekipe ali pa se začne graditi neki toksični odnosi, ki ne bi bili potrebni, ne. In vse, kar rabijo, je pač malo pomoči, ozaveščanja in tako naprej, pa se bojo stvari popravile. Deva se še ene stvari dotakniti, ki mi je tudi zelo zanimiva. In sicer ena stvar, ki si jo po štartu in je zelo dobro sprejeta in si eden izmed ustanoviteljev, je tudi poletna šola, ki jo bo letos tudi Quantifly vodil, eno od 5, če se ne motim. Res je. Daj nam v bistvu predstav, kaj sploh je poletna šola. Vem, da je blazno fantastično, ker dobijo ogromno znanja, ki ga v šoli nažalost ne dobimo. Tako da, kaj je cilj? Ja, zdi se mi, da vsi zelo radi govorimo čez slovenski šolski sistem, pa tega ni, pa onega ni, pa to bi morali izboljšati. Ampak zelo malo ljudi pa pač
ima kakšen konkreten projekt ali pa inicijativo ali pa kaj glede tega narediti. Ne? In spet izhaja v osnovi iz neke moje osebne frustracije, ki sem jo imel. Se pravi, jaz bi verjetno nadaljeval svojo pravniško pot in verjetno pristal v odvetniški karieri, če ne bi slučajno imel enega prijatelja že iz osnovnošolskih, otroških let, enega Jana, ki je ubral čist drugo pot v lifeu, ne, in je pač šel na srednjo računalniško, mislim, da je to vse, kar je kdaj končal, ampak je pa začel zelo mlad razvijati spletne strani. In potem iz tega je prišel na spletne trgovine, pol je dobil job na Todoistu, ki sem ga prej omenil, je bil 1 leto v startupu v Ameriki, prišel nazaj v Slovenijo, štartil svojo agencijo, pol postavil zdaj že en par uspešnih podjetij in agencij. In veš, ko sem ga malo spremljal, ne, sem videl, pač, koliko bolj je on nekako pridobil izkušnje, koliko drugačen lifestyle ima, kako drugače razmišlja, kot pač moji korpo lawyer friendi, ne. In sem res videl, wow, ok, to imam ful srečo, da tega človeka imam, ne, zato ker me je spodbudil, da sem tudi jaz začel tako razmišljati in da sem si sploh upal zaviti v to, sem si rekel, pa dober, saj Jan ni toliko drugačen človek, kot jaz, saj sva skupaj igrala basket od otroških let, vem, da ni Superman, ne. In sem razmišljal, kako bi lahko to spravil pač, do čim več ljudi. In potem je bila znotraj Rotaract kluba Ljubljana 25, pač v okviru Rotary mreže, smo se pogovarjali enkrat, pač, kaj bi lahko naredili, da bi nekako ustvarili čim več impacta, ne, s tem, kar imamo. Zato, ker pač ful veliko denarja nismo imeli, da bi pač podpirali mi druge organizacije z denarjem, ne, ampak kaj pa lahko damo. Ne? In jaz sem že skoraj 1 leto, se pravi 2019 smo naredili prvi ta projekt, jaz sem se s tem problemom že 1 leto skoraj ukvarjal, ne. Mislim, da je bil delovni naslov pač knjige, ki sem jo takrat nekako sestavljal, kaj bi me moj oče moral naučiti, pa me ni, ker tudi sam ni znal ali nekaj tasga. Ne. Veš, pač, to so vsebine, se pravi tiste praktične vsebine, ki jih rabiš slišati v lifeu. Recimo skrb za svoje osebne finance, osnove podjetništva, osnove mikro- in makroekonomije, zato da sploh razumeš pač svet, v katerega hočeš, nočeš si vržen. Ne. Potem osnove tega resiliencija in skrbi za svoje fizično in mentalno zdravje. Pol, ne vem, javno nastopanje, mreženje, način, kako komunicirati z ljudmi v partnerskih odnosih in tudi socialnih nasploh. Pač take stvari se mi zdi, da so praktična znanja in veščine, ki jih moraš pač dobiti. In to je prvi faktor, ne? In pač iz tega je core programa sestavljen. Potem pa on top of it dodamo še to, da povlečemo predavatelje, ki so praviloma stari do 35. leta in pridejo na poletno šolo deliti svojo zgodbo o uspehu. Ne, praviloma odbijamo 2 muhi na en mah, ne, vzamemo recimo, ne vem, tebe, ker si zelo fit formi, ne, in boš pač predstavil svojo karierno pot, hkrati pa kako si znotraj tega skrbel za svoje zdravje, da si pač lahko v odlični fizični kondiciji in tako naprej. Ne. In s tem damo 2 zadevi pač njim. Ne. Prvič jim damo nek template behaviorja, ki vodi v uspeh, hkrati pa, in to je najbolj pomembno, jim odpremo obzorje, kaj je dejansko mogoče dosežeti. Se pravi, ko vidijo, pa dobro, sej Mark je tako normalen guy, ne, deluje, ne vem, pač Superman, ne, isto, kot sem prej rekel za Jana. Ne. In kar naenkrat pač kot 16 do, ne vem, 18-leten dijak vidiš, kaj vse je mogoče in da so določeni ljudje pred tabo to že dosegli, ker niso toliko drugačni od tebe in slišiš, kaj je treba za to narediti. In ti da neka izhodišča. No in to vse skupaj smo zapakirali v 5-dnevno poletno šolo, ki se zaključi s tem, da spišejo svojo vizijo prihodnosti oziroma svojo pot do uspeha začrtajo in pa hkrati svojo pot do neuspeha. Ne? Ok, dajmo si priznati par stvari o sebi. Sem len, sem prepotenten, sem to, sem uno, ok. Če si dovolim biti len, kam me to pelje? Če si dovolim biti, ne vem, prepotenten v odnosih, kam me to pelje? In tako si zgradiš, veš, neko vizijo, kam me pelje, če ne bom najboljši možen človek in kam me pelje, če bom najboljši možen človek. In to je esej, ki bi ga po mojem moral vsak dijak pisati v srednji šoli in ne vem, zakaj ga ne, ker je pač kritičnega pomena. Pa tukaj sam zato, da si ne bom prilastil vse slave za to, mislim, da je osnovna ideja, če se prav spomnim, po kateri smo to naredili, je v bistvu od Jordana Petersona. The best.
Super. A ti je kul drugače? Kaj da? The best. Peva še malo na mentorstvo. In sicer mene zmer fascinira, kako si postal taka izjemna oseba. Zdaj, ena stvar, ti si tudi mentor pri Združenju Manager, trenutno v enem zelo zanimivem programu, boš tudi povedal kaj, ampak bolj me pa zanima, a si imel ti v življenju kakšnega mentorja, ker jaz moram reči, da sem imel blazno srečo, da sem imel ogromen dobrih prijateljev, kot ti tudi mentorjev, pa tudi kakšne starejše osebe, ki so mi blazno pomagale, pa mi svetovale. Ja, jaz bi rekel, da sem imel verjetno na tisoče, se sliši sicer veliko, ampak stotine sigurno, verjetno tudi tisoče mentorjev. Namreč, jaz sem zelo veliko bral, še zmeraj zelo veliko berem, zelo veliko enih podcastov poslušam in bi rekel, na en način je vsak od teh ljudi ti je mentor. Če tako pomisliš, res je fascinantno, če si predstavljaš, ko si bil, ne vem, ko so ljudje bili, v Grčiji, ne, si skoraj moral iti, če si hotel postati Aleksander Veliki, ne, ti je moral nekdo zrihtati, da te je pač Aristotel učil, ne, that's the only way. No, in danes pa ni več tako, ne, pač danes si lahko tudi ti Aleksander Velik, saj pač imaš v knjižnici Aristotela, go sit down and read, ne, in se boš naučil pač od nekoga, od kogar se je učil Aleksander Veliki. Tako da to se mi zdi pač prva taka zadeva, pač v bistvu imaš teh mentorjev ogromen okoli, ne. Zdaj, druga, itak, da tega človeškega stika in personalizacije pač ne moreš kar tako nadomestiti in tukaj pač zelo veliko vlogo igra socialni krog, v katerega se obdaš, da pač iščeš ljudi, od katerih se lahko nekaj naučiš. To, da si najbolj pameten v sobi, je ful cool, sam ostaneš tam forever na isti stopni, ful škoda. Tako da jaz zelo dostkrat, to je tako, ker se ti zahvaljujem, no, da skozi omenjaš, da sem izjemen. Jaz ne bi rekel, ne, pač v moji družbi, vključno s tabo, je ogromen ljudi, pri katerih vidim pač bodi si posamezna področja ali pa eno ali pa celo res več stvari, v katerih imam občutek, da se lahko od vas ogromen naučim. In to je pač tak drugi, recimo, aspekt. Tretje pa je to načrtno iskanje mentorjev, kjer vidiš, da ti eno specifično področje manjka, pa pač narediš malo research, kdo je tukaj res dober in mu pišeš. Ful bi bili presenečeni in to tudi na poletni šoli dostkrat izpostavimo, koliko ljudi ti odpiše, zato ker ko enkrat prideš na neko točko v življenju, kjer pač imaš vse za reči, imaš milijone, dosegel si svoje podjetniške ambicije ali pa celo, politične ambicije, karkoli, ne. In na tej točki si pogosto želiš to znanje predati naprej, ne. Ta recimo bolj doba zrelih let, sploh od 50 leta naprej, ne, dostkrat imaš to potrebo nekako. In da te nekdo kontaktira in reče, prebral sem tvojo knjigo, ful mi je bilo zanimivo to pa to pa to, to so moji problemi, a bi please si lahko vzel 1 urco časa, da se mi dva malo o tem pogovoriva, can I pick your brain about it? Dost ljudi ti bo na to z veseljem odgovorilo, ne? In pogosto bojo pripravljeni ti dati več kot samo en pogovor, ampak bojo dejansko pač probi to narediti, pa mi javi čez 1 mesec, kako je šlo, pa bo videla, pa ti pomagam malo potvikati, ne. Tako da kar pogosto pač tudi to recimo uporabljam, poskušam pa ne izkoriščati, ne, vseeno je treba razumeti, da ljudje na drugi strani imajo tudi svoj plan in svoj čas. Ne bi pa zdaj, šel poimensko čez, zato ker bi sigurno naštel vsaj 10 ljudi premalo in nočem nobenu narediti neke medvedje, mislim tako neke zamere, no. Da mi povej še, zmeraj me fascinira in to tudi zmeraj vprašam, stil vodenja, ne? Ko rastemo v karieri in tudi osebnostno, ponovadi vodiš manjše, večje ekipe in tako naprej, tudi odgovornost se veča. Me zanima, kako se je pa tvoj stil vodenja spremenil. Jaz osebno, ko pogledam sebe, mislim, da ko sem začenil kariero, sem bil tipična oseba, ki je zelo hitro reagirala, pa burno na vsako situacijo. Takoj sem nazaj odgovoril z mailom, kaj pa ti to, pa uno, pa tretje. Tako da v glavnem, zdaj sem precej bolj miren, pretuhtam, prespim.
bolj se fokusiram na zaposlene. Pa me zanima, kako se je pa tvoj stil vodenja spremenil tekom tvoje kariere, pa tudi zdaj tega izjemnega rollercoasterja. Ja, tudi danes si ne bi niti približno upal trditi, da sem dober vodja, še manj, da sem dober menedžer, pač to je res nek začetek poti tudi zame. Vem pa, da sem dosti boljši, kot sem bil. No. Recimo, bom čisto dal en tak konkreten primer. Zdaj, ko Quantifly soorganizira eno izmed teh poletnih šol, letos jih bo kar 5, kar 100 dijakov bomo dali čez ta program in upam, da bo naslednje leto še več. No, ko smo to organizirali, se je pač enemu izmed sestankov pridružil pač eden kolega iz Quantiflyja, hkrati so bili pa tam moji rotaraktovski prijatelji, ki se poznamo že veliko časa, sigurno vsaj 6-7 let. Ne. No, in na eni točki se mi zdi, da ko smo se pač naredili en krog, da se predstavimo, ker pač je bil vsaj on nov za njih, ne, je povedal o sebi in sem rekel, kolega, spet spuščam ime, je preveč skromen. Ne. Pač jaz sem ga vzel v Quantifly zato, ker sem videl v njemu tak potencial, da kljub temu, da nisem še vedel, kam ga bom dal in kaj bo delal, sem vedel, da ga hočem imeti v ekipi in sem ga zato povabil zraven. Ne. In se spomnim, da polka se je sestank zaključil in se tako malo neformalno sedimo, se usede zraven mene, pač ena izmed rotaraktovskih kolegic in pravi, wow, Luka, si nisem mislila, da boš kdaj nekoga tako lepo pohvalil. Se vidi, da si se veliko naučil v Quantify. Zato, ker ko sem recimo prvo leto vodil poletno šolo, se mi zdi, da sem bil tako prav Bridezilla verjetno. Ne? Pač vem, da so imeli kar pošteno poln kufer, ne? In vem, da sem bil precej bolj, ne vem, robotski vodja, bistveno manj empatičen, dosti bolj sem mikromenedžiral kot danes, imel sem pač veliko takih negativnih tendenc gotovo in mi je to tudi ekipa dala vedeti. Na koncu prvo poletno šolo sem verjetno 80% dela naredil jaz. Zakaj? Zato, ker nisem v redu vodil. Ker oni bi mi radi pomagali, samo če ne spustiš ljudi zraven, ti ne bojo. Ne? In se ful vidi ta razlika. Veš, letos slučajno bo pač eno izmed teh poletnih šol pokril Quantifly, ker je eden izmed ostalih klubov odpovedal, pa smo rekli, da je škoda bi bilo, da ne bi dali te priložnosti čim več otrokom, pa bo pač za nas to en team building, kjer naredimo nekaj dobrega. Ne? Je pač win-win. Ampak drugače vse ostale 4 so naredili čist sami. Ne? In tudi jaz na tej točki si res nočem imeti zaslug. Nekako izhodiščna ideja je bila moja, ampak to, kar se je z njo zgodilo, pa v celoti pripada ekipi, ki to vodi, začenši z Aljošo Killerjem, ki je prevzel vodenje projekta. Tako da sam kapa dol njim, vsa čast. In vidiš, da na koncu, veš, ta moj doprinos in to, da sem se tam raztrgal, je bilo čist nepotrebno. Če bi jaz imel malo več leadership izkušenj in skilla, ne, bi lahko to precej bolj elegantno in bolj se speljalo in na višji skali. Ne. Tako da zato pač ne vem, če to odgovarja na to, kakšen je moj vodstveni stil danes, ampak kar lahko rečem, je boljši kot včeraj. The best. Peva Luka še malo na osebno življenje in sicer kako handlaš stres, kaj počneš, kaj so hobiji? Ja, vidim, da pri meni je pač eno pomembno sidro za moj in psihični in fizični well-being je športna aktivnost. Zmeri sem bil ful športen in tudi zdaj se res trudim, da grem recimo vsaj 3-4 na teden v gym redno. Praviloma je to pač ponedeljek, torek, sreda, četrtek spustim zaradi enega drugega sestanka in potem pač še v petek. To se res provam držati. In če par tednov zapored tega ni, vem, da več ne handlam svojega lajfa. Ker očitno sem ostajal prepozno po konci, ali je bilo preveč dela, ali pa sem si nabukiral sestanke, tako da so mi segli že v 6-7 uro zjutraj, kar pač ni sustainable long term. Tako da to bi rekel, da mi je najbolj pomembno z tega, da me vodi. Druga stvar, glede samega stresa, ki ga je kar velik, ko pride neka taka situacija, kjer čutim, da če ne bi se od nje distanciral, bi, ne vem, lahko v končni fazi imel paničen napad ali neki. V takih situacijah se probam spomniti, da je na en način nič ni toliko hudo v resnici. To je tudi en od razlogov, zakaj sem danes pač že 4. dan lačen, ker se vsake toliko hočem spomniti na to, ne, da
kaj pa je najhujš, kar se lahko zgodi, kaj bom 4 dni brez hrane, pa se to prostovoljno naredim enkrat na leto. Kaj. Noro, jaz 2 uri nisem jedel, pa sem se stradal. Ja, no, če boš par dni enkrat brez, boš videl, da je še huj. A ja, by the way, en disclaimer, nisem zdravnik, niti nikomor ne priporočam tega, preden, če hoče kdo probati, naj se najprej svetuje svojim, kako že, zdravnikom ali terapeutom. V glavnem, ja, to je druga taka zadeva. Zdaj z vidika hobijo pa zelo sem bil v glasbi, tudi zdaj še včasih pač primem kitaro pa kaj zapojem, ampak nažalost manj kot bi si želel, no so bolj take posebne priložnosti. In pa brazilski jiu-jitsu, no to mi je tudi super, sicer zdaj, če me poslušaš, Nate in ostali kolegi iz BJJ, se upravičujem, obljubim, da pridem kaj več nazaj, ampak iskreno, letošnje leto je bilo tako noro, da sem si komaj vzel čas za kakšen trening. No, si pa želim eventualno pride do črnega pasu v tem, tako da bom s časoma, ko se malo mirijo ostale stvari, tudi to dal na seznam. Pol zadnji tak, ne vem, če bi mu rekel hobi, je pa zadnje čase zelo velik svojega prostega časa posvečam socialnemu življenju, predvsem pač z ostalimi moškimi prijatelji. Ne? Zakaj? Zato, ker vidim v njih pač ful veliko oporo v resnici v teh situacijah, ker večina jih je na tej točki, pač mislim, so čez točko, na kateri sem ali pa se znajdem, tudi sami že šli in so mi doskrat v neizmerno oporo in bi verjetno težko čez marsikatero situacijo, ki se je sploh v zadnjem letu zgodila, pač fural brez tega, da bi imel njihov support. Tako da v zameno pač jim probam dati čim več časa, kljub temu, da ga nimam veliko. Top. Drugač pa tudi kajtaš? Ja, to je trenutno moj obsession, ampak zato ga nisem uštev, ker pač to ni nek reden hobi, to je bolj pobožna želja, da si vzamem čim prej dopust in grem za en teden kajtati. Ja. Da mi povej še, tako kot sem že na začetku začel z uvodom, da si blazno razgledan, res ogromno veš o različnih tematikah, kar je meni blazno fascinantno, tako res kapo dol. Veliko bereš, veliko poslušaš podcaste, kjer so kakšne knjige ali pa zadnja knjiga ali pa karkoli, ki te je impresionirala? Tako da me je res impresionirala, recimo v letošnjem letu je pač ta Radical Candor. Sem omenil, da je to zdaj tudi ena izmed naših vrednot. Se mi zdi, da že preden sem prebral to knjigo, se mi je to zdelo kot nekaj pomembnega, ampak framework, ki je tam noter postavljen, je res uporaben, zato da se pač ta prava vprašanja sprašuješ. Tako da tam je bila z vidika leadershipa res odlična. Potem še ena taka res odlična je Build, mislim, da je avtor Tony Fadell, na temo verjetno ena od najboljših startup/podjetniških knjig sploh, ne? Ker res gre čez različne faze, čez različne recimo potrebe in vloge, ki jih igraš skozi rast podjetja in vzame pač pot od tega, ko imaš idejo za produkt, vse do tega, ko si, ne vem, naredil IPO čez njegovo življenjsko zgodbo. Je pa tudi ta zelo zanimiva, zato ker je pač on je bil, mislim, on je človek za iPhone-om recimo, ne, pač sej, mislim, nisi ga on nujno zamislil, ampak on je bil tisti, ki ga je dejansko sestavil, ne. Ne sam to, že predtem je bil v 2 startupih, pa mislim, da je delal, če se prav spomnim, za Philips še vmes, pa potem lansiral še en odličen startup, ki ga je na koncu, mislim, da Google kupil, ne. Tako da, ko pogledaš, veš, to pač tip ima res neke izkušnje, ne, in ta knjiga je pač meni osebno ena izmed boljših na tem področju. Te bi rekel, da sta 2 najboljši knjigi, kar sem jih letos konkretno prebral. Bomo dali povezave. Da mi povej še, kakšen podjetnik, ki ga imaš za vzgled, pa ga spremljaš? Ja, veš, ko so se pripravljali na ta podcast in si mi poslal pač fun fact vprašanje ali pa trivia vprašanje, na tega sem najtežje odgovoril. Zato, ker je ogromen podjetnikov, pri katerih kaj cenim, ampak različne stvari. Ne? Pač recimo bom dal primer, ki je zdaj zelo kontroverzen, pač Elon Musk, ne? Mi je izjemen z vidika svoje vizije in sposobnosti, da ljudi prepriča, da ji sledijo, kljub temu, da je
toliko daljnosežna, da na trenutke deluje nora. Po drugi strani so pa tudi stvari, ki se mi način, kako je pristopil, sploh recimo na Twitterju zdaj z odpuščanjem, pač z vidika tega, kar Quantifly dela, bi mu imel marsikaj zapovedati. Elon, če poslušaš, prosim, vzemi Quantify naslednjič, preden odpustiš 80 ljudi, ker tole je bilo res slabo. No. Po mailu. Ja, ne samo to, da je po mailu, veš tudi način, kako pač preveriti, kateri so ključni igralci, ne? Ker pač število znakov v kodi, ki si jih ti submital na, ne vem, GitHub ali karkoli, ne odseva nujno pač, koliko si ti kritičen člen v tej družbi, kar je logično. In za zelo veliko pozicij je težko določiti KPI in pač, ne bom šel preveč v podrobnosti. Recimo, on mi je dosti tak fascinanten primer. Drugače, kot sem omenil, ta Tony Fadell mi je pač verjetno vsaj iz tega, kar sem doživel skozi branje njegove knjige, zelo tak pomemben. Potem ne bi rekel, da je nujno lih podjetnik in tudi ne bi rekel, da se spet z vsem strinjam, ampak tak zanimiv mi je recimo Jocko Willing, Extreme Ownership. To je bila tudi ne letošnja, sicer je že kakšno leto nazaj ali pa 2, kar sem jo prebral, ampak ena izmed takih knjig, ki me je kar dosti zaznamovala, se mi zdi pač res super. In tudi njegov podcast, pač recimo prvih 100 epizod je odličnih. Od tam naprej nisem več toliko navdušen, ampak prvih 100 je liquid gold z vidika leadershipa. Vsaj meni je zelo veliko odprlo. No. Ful dober. Če bi zdaj odprl svoj telefon, katere aplikacije so na prvi strani ali pa jih najbolj uporabljaš? Isto kot pri tebi, Mark. Največ sigurno uporabljam pač take simple aplikacije, kot je mail, WhatsApp, Google Calendar pa tako naprej. Trenutno so te kar v ospredju. No. The best. Daj mi povej še, ker sem te vprašal, če mi daš nek citat, ki ti v bistvu ki ti pomeni oziroma ti je pomemben, si mi dal tega, da idea is worth its weight in gold, until manifested it's worth nothing. Da nam malo razložiš, ful hud quote. Ja, mislim, nisem prepričan, a sem ga komu ukradel, srčno upam, da ne, ker mislim, da je moj, no. Ampak kaj sem hotel s tem povedati ali pa kaj jaz vidim v njem, je pač točno to, kar pravi. Ne? Dokler vsi imamo ideje, vsak od nas ima v lifeu sigurno vsaj 1000 idej, ki bi bile vredne tega, da jih zasleduješ in da jih poskušaš dejansko pač postaviti. Ne? Ampak šele ko jo uspeš implementirati in ta ideja zaživi in na en način tudi živi brez tebe svoje življenje naprej, ne? Šele takrat pač dobi svojo vrednost, šele takrat učinkuje. Veš, sedeti ob pivu 4 ure in metati ideje pač ven s vedno bolj pijanimi kolegi, to znamo vsi. Ampak kdo je pa tisti, ki bo prvi odložil per in rekel, jaz se moram naspati, ker jutri bom tole štartal. Pejte z mano, če bi kdo bil zraven. Yeah. To je tisto, kar je res vredno. Ne? The best. Peva še na ključno vprašanje in zaključno vprašanje, ki je zelo pomembno in sicer mi imamo že kar lepo bazo poslušalcev in zmeraj zaključim z nekim nauki, ki ste jih izjemni gosti doživeli in bi jih radi v bistvu predstavili. Tako da, kaj bi bil nauk ali pa nauki, ki bi jih dal, ali pa zadnja misel našim poslušalcem? Ja, še enkrat, jaz sem toliko na začetku svoje poti, da daljš od tega, da bi si upal neke nauke deliti. Mogoče, kar je meni največ v življenju nekako prineslo, je to, da poskušaš biti humble in se zavedati, da je veliko stvari, ki jih ne veš in da si pripravljen spremeniti svoje mnenje glede na informacije, ki pridejo do tebe. In pa tudi to, da te informacije aktivno iščeš, ker sam na ta način lahko dejansko rasteš. Ne? Tako da mogoče v tem trenutku to res se ne čutim poklicanega, da bi ljudem kakšne posebne nauke delil. Mislim, da jih moram sam še veliko slišati. The best. Skromnost je lepa čednost. Tako da, Luka, jaz bi se te še enkrat rad zahvalil iz srca, da si vzel čas, da sem te lahko povabil na podcast, da sva šla čez tvojo izjemno zgodbo, ki jo bomo zelo spremljali, ker je res fantastična. Dragi poslušalci, še enkrat z nami je bil Luka Pregl, moj zelo dober prijatelj, podjetnik, menedžer, mentor, tudi ustanovitelj svojega podjetja, hkrati pa tudi pevec, včasih je bil v bendu, tako da ga še najdete na YouTube, če ga bo kdo pogooglil.
Zdaj boste najdli pa hmalo tudi tale najin podcast. Tako da, Luka, še enkrat najlepša hvala. Super, najlepša hvala tudi tebi, Mark, super je bilo. Spremljajte nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.